Pozdravljeni. Pred vami je zadnji briefing za veliko nagrado Velike Britanije. Skupaj bomo skušali ugotoviti, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah in malce pred njimi in vse to križati s tistim ritmom, kateri izhaja iz drugega prostega treninga. Skupaj bomo torej skušali napovedati, kaj lahko pričakujemo od nedeljske velike nagrade Velike Britanije. Vremenska napoved do sedaj je dokaj pravilna. Namreč videli smo tudi uro pred začetkom kvalifikacij temne oblake nad dirkališčem v Silverstonu. Možnost sploh je bila napovedana, čeprav je bila ta relevantno izjemno nizka. A tisto, kar je bolj pomembno, je sledeče. Danes v soboto smo videli bistveno nižje temperature od tistih, ki smo jih videli v petek. 10 stopinj manj tako za temperaturo zraka, kot za temperaturo asfalta, zaokroženo seveda, kar je ogromno in kar se je tudi poznalo na rezultatih. Preden gremo na kvalifikacije, se bomo še za trenutek ustavili pri vseh tistih pomembnih menjavah, ki smo jih videli pri raznih ekipah. Pri Renaultu so delali pozno v noč. Izkoristili so enega od dveh bonusov, ki ga imajo v celotni sezoni, da so lahko zamenjali šasijo Danielu Ricciardu. Ta je imela kot las debelo razpoko, a Daniel Ricciardo je opazil razliko in zato so mu šasijo zamenjali. Treba je bilo sestaviti kompletno nov bolid. Aleksandru Albonu so zamenjali baterijo po problemih, ki jih je imel. Giovinazziu MGUK, podobno kot predtem Hamiltonu. Tista zanimiva menjava se je zgodila pri skuderiji Alfa Tauri. Gasliju in Kvyatu so zamenjali menjalnik. Uradno zaradi tega, da bi malce se osredotočili bolj na zanesljivost. Nekaj naj bi bilo narobe z nekim senzorjem, kar bi bil tudi vzrok, baje uradno zaradi odstopa Gaslija na veliki nagradi Madžarske. A vseeno, kolikor sam vem, pri skuderiji Alfa Tauri rabijo lanski menjalnik Red Bulla in dvomim, da tista komponenta ni zanesljiva. Vseeno, mogoče testirajo kaj novega. Gasly nima kazenskih mest, Kvyat pa jih ima 5, ker je prejšnjo dirko končal. In pojdimo raje na kvalifikacije. Bile so izjemno razburljive in pokazale so tudi šibkosti raznih ekip in tudi voznikov. Najprej v Q2 smo videli tisto napako Lewisa Hamiltona, ki je povzročila rdečo zastavo. In seveda takoj po rdeči zastavi je Lewis Hamilton pokazal svoj temperament, svoj karakter in bil znova hiter. Napako, čeprav jo je malo kdo opazil, smo videli tudi pri Ferrariju. Namreč prvi izhod Sebastiana Vettela je bil na rdeči soft pneumatiki in postavil je za njega hiter čas. Ko je v drugem poskusu v Q2 šel na progu z medium pneumatiko, tega časa ni izboljšal. In tako bo v nedeljski veliki nagradi Velike Britanije začel na tisti soft pneumatiki, kar je, mislim, da se vsi strinjamo, praktično slaba stvar. Videli smo tudi karakterialno šibkost Aleksandra Albona. Ta je izpadel sorazmeroma zgodaj v Q2 in je senca tistega, kar smo videli pred njegovim trkom v drugem prostem treningu. Kar smo videli na to v tretjem delu kvalifikacij, je bilo v bistvu grozeče. Oba Mercedesa sta bila tako hitra, da v bistvu sta imela sekundo prednosti pred vsemi ostalimi in med vse ostale najprej je treba omeniti Maxa Verstappena. Čisto nasprotje tistega, kar vidimo pri Albonu. Spomnimo se ga samo na veliki nagradi Madžarske. Na ogrevalnem krogu je praktično izgubil oblast in tudi on šel v zaščitno ograjo. A to ga ni niti najmanj prizadelo. Na dirki je bil po mojem osebnem mnenju fantastičen. Na soft pneumatikah, poleg Sebastiana Vettela, tudi oba voznika tovarniške ekipe Renault, Ocon in Ricciardo, ter oba voznika McLarena, Sainz in seveda Lando Norris. Hulk
Hülkenberg kot povratnik v Formulo 1 po mojem osebnem mnenju ni bil tako slab. Lahko bi pričakovali slabšo predstavo od njega in mislim, da ukolikor je fizično v formi in ukolikor sedež je narejen pravilno, bo znal med dirko še presenetiti. Lance Stroll dozoreva. Mislim, da iz dirke v dirko je boljši in več odgovornosti, ko mu dajo, bolj zgleda, da jo zna prenašati. A spustimo se malce na ritem, kjer vidimo, da Mercedes je le za malenkost hitrejši od Red Bulla, a treba je tu nekaj poudariti, da Mercedes verjetno tisti ritem dosega z veliko lahkoto, Red Bull z veliko težavo. Ukolikor bi naredili kako napako pri Mercedesu, mislim, da bi lahko Max Verstappen to izkoristil drugače, malce težko. No, tu vidimo, da Ferrari, McLaren, Renault in Racing Point so vsi tam. Sicer te podatki, če bi jih šel jaz računati, bi lahko bili malce drugačni po vrstnem redu, a za razmerje moči mislim, da so izjemno točni. Na to imamo še tisto tretjo skupino, kjer vidimo, da so Williams, kjer je tudi Alfa Tauri, Alfa Romeo Racing in seveda Haas. Na kar bi vas rad opozoril, je tista težava, ki jo je imel Ferrari na ovinku Cobs. Dobil sem shemo, kako so določeni vozniki uporabljali stopalko za plin in stopalko za zavore. In če pogledamo, kaj se je zgodilo okrog ovinka številka 9, vidimo, da Charles Leclerc, a tudi Sebastian Vettel na drugi shemi so spustili plin in pohodili zavoro. Nihče drugi tega ni naredil. Kar nam nekako kaže, da težave Ferrarija niso toliko v pogonskem sklopu, kot so v sami aerodinamiki. Pojdimo malce na pričakovano strategijo. Po mojem osebnem mnenju tista medium pneumatika je prava za začeti dirko. Glede na lanske razmere bi morala zdržati več kot 20 krogov. In to ena menjava na hard ter do konca. Dirka traja 52 krogov. In ukolikor se bolid ustavi, izgubi tam v povprečju okrog 28 sekund. Sedaj, ukolikor bi šel kdo na 2 postanka, bi to pomenilo, da v tistem drugem delu dirke, kjer bi imel 2 postanka, bi konstantno moral voziti tam nekje sekundo na krog hitreje od svojega konkurenta, da bi na koncu prišla skupaj čez cilj. In mislim to na tistih razmerah, ki smo jih videli na progi, da bo težko izvedljivo. Jutri v nedeljo si pričakuje še malce nižje temperature od tistih današnjih in rad bi opozoril na nekaj. Ukolikor pogledamo pneumatike, ki smo jih videli na raznih ekipah, vidimo začuda, da tiste na Mercedesu zgledajo v redu. A na mnogih drugih, predvsem na Ferrarijevih, sem videl kar močne znake obrabe, lahko bi rekel celo mehurjenja, a nisem dobil dobrih posnetkov. Zato bo še zanimivo videti, kdo bo izpeljal strategijo tako, kot je bila načrtovana in kdo bo prisiljen v kakšen postanek več. Vsekakor mislim, da smo si vsi enotnega mnenja, da Mercedes tu v Silverstonu je pokazal izredno močno formo. Red Bull je blizu, a ne dovolj blizu, da bi lahko ogrožal, posebej ne z enim samim voznikom, vsi ostali so pa prekleto zadaj. Najbolj so me razočarali pri McLarenu, Racing Pointu seveda niti toliko ne s temi težavami s Perezom in pri Renaultu. Pri Ferrariju sem pričakoval približno tako hitrost, a mislim, da na sami dirki bi znali še presenetiti. In to ne v pozitivnem smislu. A videli bomo na sami dirki. Toliko za ta naš zadnji briefing. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.